Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ole naprej, dokler je še zastonj davkoplačevalskega denarja kaj. Klaudija Perger, ex-Markeš, ex-Štalcer, je po odstopu s funkcije ministrice za šolstvo, ker je imela ponarejen magisterij, včeraj bila odstavljena tudi s funkcije direktorice Turistično-gostinske zbornice. Ampak Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo in Šarčeva favoritka za naslednico Erjavca na čelu Desusa, pa kljub temu, da je na fuš pokasirala 36 jurjev za nič, še kar vztraja. Zanjo imamo zato posebno sporočilo. Ne, Jerca, to ni grožnja, to je napoved. Draga Aleksandra, ti si naslednja. Vi pa gledate 35. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali dvoboj Vodeb-Simič. Kdo je večji dec, Luka Mesec ali Sonja Šmuc? Gostovanje Sonje Šmuc in Luke Mesca v oddaji Svet na kanalu A je poželo veliko zanimanja na družabnih omrežjih. Celo Ivan Simič in Roman Vodeb sta se obregnila ob to. Zakaj, nam bosta povedala naša stalna komentatorja v živo, magister Ivan Simič in magister Roman Vodeb osebno. Toplo pozdravljena. Pozdravljeni. Lepo zdrav. Ivan, Roman, najprej prvo vprašanje. Zate, Ivan, kdo je Luka Mesec? Luka Pesec. Luka Mesec, kakšen pesec? Torej psihoanalitično. Ne, čistko. Pač Mlad fant, ki se je pač odločil, da gre v politiko, da bo s politiko dobro živel, bom rekel, z nekimi svojimi parolami pridobiva volivce na svojo stran, kar dela zelo dobro, to ne moramo zanikati. Mene edino moti, ko se spusti na področje davkov, o katerem ne ve kaj dosti in potem govori, bom rekel, stvari, ki sploh ne držijo. In to je tisto, kar me je tudi zmotilo v tistem njegovem razgovoru z Sonjo Šmuc. Bi ti, preden damo Romanu besedo, bi ti recimo svetoval stranki Levice ali pa Luki Mescu, če bi te prosil na tem področju davkov? Ne, to ne. Ne? Ne, zato ker, veš, jaz rad svetujem tistim, ki razumejo, zakaj gre. Jaz ne verjamem, da bi me oni razumeli in sploh, če imajo med sabo ljudi, ki govorijo o nacionalizaciji in tako naprej. Jaz sem zagovornik tistega, da če je kdo kaj zaslužil s svojim delom, naj mu to tudi ostane, naj se ne nacionalizira. Tisti, ki so pa zaslužili, bom rekel, z nekimi goljufijami ali pa s kaznivimi dejanji, zato imamo pa policije, pa organe pregona, pa naj jih preganjajo, pa naj jim to odvzamejo. Ne, čisto tako sem mislil, veš, kaj doskrat vidim, rečeš tudi na Twitterju komu, da naj se oglas, pa da naj pokliče, če ima kakšno vprašanje, pa me je zanimalo, če bi njim tudi priskočil na pomoč, če bi te prosil. Glej, če bi on rabil osebno vprašanje, kakšno zadevo, tisto ni problema, kot pa politična stranka. Ne, se tako sem mislil, čisto osebno. Ja, ne, če osebno to pa gledaj, zakaj ne. Če bi rekel, da mi Ivan tole pojasni, ko grem na televizijo, recimo, pa bom o tem mogel govoriti. To sem mislil. Ok, Roman, evo, še podobno vprašanje zate, kot za Ivana. Kdo je Sonja Šmuc? Ja, rad bi za Luko Mesca najprej povedal, da je zelenec, nima svoje družine, pa se je opredeljeval do otrok, očeta pa mame, se zavzema za marihuano, legalizacijo, ne, te stvari so pri njemu zdrs. Ampak tle ga bom pa branil zato, ker... Ok, dobro, ampak ti nisi razumel vprašanja. Ja, Sonja Šmuc, je pa feministka, ne, to feministka. Je tam stebrni kamen slovenskega feminizma, še nekaj teh faličnih žensk je, ni tako feminilna kot zgleda, ne, sej nam rekel, da zgleda slabo, ampak psihoma deformirano v smer feminizma. Jaz sem bral njen magisterij, ekonomski vidiki enakosti spolov. Ne. Jaz sem napisal zdaj ta prvi spol, ona pa začne z drugim spolom, Simone de Beauvoir. Ta ženska čist nič ne šteka, ne. In vem, koliko ji manjka, da bi ona lahko sploh govorila o denarju, o davkih, ne, ker nima filozofske podstati v tej svoji panogi, kjer blesti, ker je direktorica tam gospodarske zbornice, pa tam neka menedžer, neko združenje, tako naprej, tako da kot ženska pade, ne. Zdaj, da se pa tam petelini, petelinijo se petelini. Petelinka v moškem biznisu nima kaj iskati. Ona se ni petelinila. Ko pa je delala? Ona je samo njemu povedala tisto, kar mu gre. Ja, petelinila se je. Naj mu en moški to pove. Če bi jaz bil, tam bi bilo še hujše. Spoštljivo spopadeta, tle pa Sonja Šmuc ni bila spoštljiva. Ona je bila žaljiva. Na koncu je bila žaljiva. In to si normalna ženska ne bo privoščila, da tam enemu mladcu, zelenemu, mlečnezobemu,
odreže lulčka z jajci vred. Ne? Luka Mesec se še kurčil ni tam normalno, ne? Ker je po bontonu bil olikano tiho, ona je pa drdrala, kot da je bontona poslovnega še videla ni nikoli. Evo, Ivan, predlagam, da si zdaj skupaj pogledamo en odlomek iz tega njunega televizijskega soočenja, da vidimo, o čem sploh Roman govori. Poglejmo. Spet imate plašnice postavljene in ne gledate podatkov. Od leta 2007 se je dodana vrednost na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu dvignila za 1/3 in znaša preko 44 tisoč evrov. Vi tega niste naredili in vi tega svojim delom ne morete pokazati in potrditi. Medtem ko v gospodarstvu se je to zgodilo. Tudi zato plače rastejo v Sloveniji, standard raste, tega ne prinašate vi. In to, na kakšen način vi komunicirate z gospodarstvom in očitate neko omejenost, smo v procesu razvoja, ki ga vi ovirate z vašimi politikami. Evo, to je en odlomek iz tega sicer daljšega, iz daljše oddaje, kjer sta ona dva sodelovala. Ja, Roman, boš takoj dobil besedo, ampak najprej sem hotel Ivana vprašati. Ivan, zdaj, a se je tebi zdelo to res tako neprimerno? Če gledaš samo ta del, rečeš, da ga res napadla, ampak če pa veš, kaj je bilo še prej, da je on govoril, bom rekel, zadeve, ki ne držijo, govoril o neki, bom rekel, luknji v proračunu in tako naprej. Govorijo o tem, da se ne strinja s to reformo ali pa s temi spremembami davčnimi, ki so bile, ampak vsaka davčna sprememba, ki gre v ugodno davčnim zavezancem, mora narediti nek minus. In namesto, da bi se s tem pohvalili, da smo dali neki davčnim zavezancem oziroma državljanom, je on šel napadati in govoriti o neki luknji. Po drugi strani pa vemo, da so lani zvečali plače državnim uradnikom za 200 milijonov, pa še zdaj vemo, da bodo spet šle gor. Potem je govoril, da ni denarja za neke projekte. Vsak projekt, ki ga neka vlada pripravi, bo ta denar zagotovila. Potem je govoril, da tisto, kar mene zelo moti, da se napadajo ljudje, ki veliko zaslužijo. Ljudje, ki veliko zaslužijo, tudi veliko plačajo dohodnine. In jaz sem delal ene izračune, če imamo mi nekoga za minimalno plačo, recimo, da bo lažje računati na 900 evrov, pa nekoga na 6000 bruto evrov, je razlika med njunima plačama 6,6, šestkratnik. Ampak tisti, ki ima 6000 evrov plače, ni jih veliko, pa plača več kot 50krat višjo dohodnino. In jaz pravim, takim ljudem, ki plačajo tako visoko dohodnino, moraš reči hvala, ne jih pa napadati. In potem vse ljudi metati v neko, to je tisto, kar res Luki Mescu in njegovi stranki največ zamerim, da za njih so tisti, ki veliko zaslužijo, za mene so tisti, ki veliko zaslužijo, predvsem pridni, dali so veliko na izobraževanje in za tega jih popolnoma razumem, Sonjo Šmut zdaj tako reagirala. Dve vprašanje imam za vaju. Najprej prvo vprašanje, kaki deci ste to, če se vam zdi to, kar je Sonja Šmut tukaj rekla, napad na Luko Mesca, pa da je bila nesramna? Mislim, to je prvo vprašanje. Ne, nisem rekla, da je bila nesramna, sam povedala mu je, kar mu gre. No, vse, ampak drugo vprašanje je pa naslednje, ne? Se pravi, zakaj je Luka Mesec lahko nesramen do drugih, recimo konkretno Roman do Ivana, ki veliko zasluži, ne smeš pa biti nesramen do njega. Luka Mesec je politik, je poslanec v državnem zboru in pač, če je tako neumen, da gre na televizijo za direktorico Gospodarske zbornice Slovenije, potem pač mora tam preživeti to, kar ga čaka, ali ne? Jo, pa še neki Luka Mesec veliko zasluži. To simplificirate. 6000 evrov pa ti zakompliciri, ajde. Tudi nekdo zasluži z vestnim, zagnanim delom. Absolutno. Sam Luka Mesec pa njegova levica govori o tistih, ki so si omastili brkove, na žuljih delavcev. Delavci tam piskajo na škrge, te lastniki so pa na kurbah zagonili v eni noči 10 tisoč evrov. Pa dajmo jih imenovati. Pa čakaj mal, ne bom, da bom šel rest. Meni hodijo pacienti iz teh firm, ko zdaj grozijo, da bojo šli pa v tujino. Mislim, 10 tisoč evrov na kurbah v eni noči. Cela njegova ekipa delavcev so pa na škrgah, pa na antidepresivih. 6 tisoč evrov jim plača velike davke. Ja, zagotovo, ker to kmovze baraba pokvarjena. Do tem se nihče ne sprašuje. Razmerje med plačo enega multidirektorja tam, ki ima ne vem kako plačo, pa ona čistilke tam, pa tistega portirja, mislim, to je treba dati na vago. Ne pa nekdo, ki na svojih žuljih, pa je izobražen. Mislim, se mu bojo pocrkali vsi delavci. Roman, jaz se s tabo čist strinjam. Zdaj pa povej, zakaj en Luki Mesec ni sposoben tega povedati? Zato, ker se je še voditelj bil na Šmucevi strani. Ja, pa voditelj je bil zdaj kultura dialoga. Sej Luka Mesec je tam vljudno bil tiho. Kaj češ v 5 minutah kaj povedati? Se ne da. Naredi se okrogla miza in naj tam pove vsak
z argumenti. Luka Mesec ima v ozadju tudi davčne svetovalce. Sam ne tiste, ki imajo srce na desni, ampak tiste, ki imajo na levi. Tiste, ki imajo v svoji podstati še mičken filozofije. Kjeri pa so to, humanističnega Roman? Kjer ga poznaš? Kjeri so to? Jaz poznam, ker sem pri njem magistriral Rastka Močnika, ne? On je marksist v osnovi. Čak, on je davčni svetovalec, vsega pa nisem vedel do zdaj. On ima Marksa v mezincu. Ja, Marks je vse vedel, to, da je kar imajo davčni vsi svetovalec. sedanji davčni svetovalci pred 150 leti povedal. Ne? Ja. Ve se, kako pride do bogataš do svojega enormnega bogastva. Tako da molze tistega reveža. Tako pride do bogatstva. In to je večina teh bogatašev takih. In ne zdaj tistega, ki na lastnih žuljih mogoče pa res svojo pametjo enormno zasluži, ne govorimo o teh. Levica pa Luka Mesec govori o krivicah, ki se dogajajo v gospodarstvu, kjer oni, ki lahko zmozejo tistega delavca, da na škrge diha. In Ampak to je so to krivica vsi taki, in to Roman? so na živalih A so vsi proučevali. taki, Roman? V gospodarstvu, če so vsi taki pri nas? Niso vsi taki, samo Luka Mesec govori legitimno. In Luka Mesec Ja, je v sej. tem pogovoru, ne me prekinjati, Luka Ne. v tem pogovoru je povedal, da je neprimerljivo, perverzno klicati Avstrijo na pomoč, ker so plače različne, davčne lestvice so različne. Ja. Tam v Sloveniji ena čistilka zasluži toliko, da bo njen mož tuhtu zdaj, a bo levo ali desno ledvico prodal. Ja. Ne, v Avstriji pa spodobno živi. In ne moramo Avstrijo pa Slovenije ali pa še neko Nemčijo primerjati. Ampak dobro, lej, da tole Ja. dopovem. Ne? No, daj, dopovej. Slovenski moški, ki ima obuboženo Ja. družino, tuhta levo ali desno ledvico. In zato, da ne bo imel tretje opcije, kako pa atentat naredil na bogataša, da ne bo ena družbena pizdarja povzročala to, kar je v eno besen naredil, ki se je zgodila revolucija, moramo modreci pa kritični misleci svoje povedati. Krivice, kakršni hoče desnica, da v 5% bogatih, še bolj bogatejših, oni naj grejo na psihoterapijo, naj se malo sočutja navzamejo. Ne pa, da sam tuhtajo, kako bojo 200-metrsko barko v 50-metrsko prelevili. Evo, zdaj pa predlagam, da Roman zajameš sapo, midva z Ivanom si bomo tudi malo dahdala, ampak se vrnemo Ja, jaz sem se takoj zdaj- po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo je večji dec, Luka Mesec ali Sonja Šmuc. Ostanite. Spet imate plašnice postavljene in ne gledate podatkov. Od leta 2007 se je dodana vrednost na zaposlenega v slovenskem gospodarstvu dvignila za 1/3 in znaša preko 44 tisoč evrov. Vi tega niste naredili in vi tega s svojim delom ne morete pokazati in potrditi. Medtem ko v gospodarstvu se je to zgodilo. Tudi zato plače rastejo v Sloveniji, standard raste, tega ne prinašate vi. In to, na kakšen način vi komunicirate z gospodarstvom in očitate neko omejenost, smo v procesu razvoja, ki ga vi ovirate z vašimi politikami. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Ivan Simič in Roman Vodeb. Pogovarjamo pa se o tem, kdo je večji dec, Sonja Šmuc ali Luka Mesec. Ivan, Roman je imel en daljši ekspoze, preden smo šli na oglase, tako da izvoli. Kaj praviš na vse to, kar je Roman povedal? V teh minutah, ki je bil Roman zelo aktiven, sem se počutil kot Luka Mesec. Sploh nisem prišel do besede, ljudno sem ga pustil, da pove, kar je mislil. Razumem ga, da je razburjen, zato ker ima opravka s tistimi, bom rekel, ki veliko zaslužijo, bo mogoče tudi na nezakonit način in tako naprej. In potem ta denar, ki ga zaslužijo, tudi zapravljajo na neke nelogične zadeve. Ampak jaz poznam veliko podjetnikov v Sloveniji, ki so ta svoj denar zaslužili s trdim delom, ravno tako kot njihovi delavci. Plačajo davek, ki ga morajo plačati. Tisto, kar mene najbolj moti in tisto, kar Luka Mesec govori narobe, on je pričakoval, da bodo tisti iz prvega razreda dobili več nazaj za to spremembo davčne zakonodaje in dohodninske lestvice, kot tisti, ki plačajo veliko davka. To je pa teoretično nemogoče. Poleg tega je bilo tudi povedano, da 600 tisoč oziroma skoraj 660 tisoč zavezancev sploh ne plačuje dohodnine. Pomeni, ta ne more tudi dobiti nič nazaj. In tudi izračune, ki sem jih jaz delal, torej vsak, ki ima neko, bom rekel, dokaj nizko plačo, ali 1000 bruto, pa ima enega otroka, je dohodnina nič evrov. Zato tega
Mene samo to moti. Jaz sem zmeraj zagovarjam delavce, želim, da si veliko zaslužijo, ampak ni pa treba, da nekdo svoje politične točke pridobiva na račun tega, da govori, kako se nekomu nekaj oduzema, ker se sploh ne oduzema. Država je naredila spremembo dohodninske lestvice, tisti, ki so veliko plačali, dobijo malo več nazaj, kot oni, ki so manj plačali, in to je cela zgodba. In iz tega je potem nastal celoten. Ampak na boljšem so pa vsi, nobeni na slabšem. Vsi so na boljšem in tisto, kar hočem, potem je pa nastal ta spor, normalno, Sonja Šmuc je bila predstavnica gospodarstva, Luka Mesec je v svojem predgovornem govoru, to, kar nismo videli, napadal te, bom rekel, gospodarstvenike in tako naprej. In Sonja Šmuc je popolnoma reagirala v tisti vlogi, ki jo ima. Je pač generalna direktorica na gospodarski zbornici in to je njena normalna reakcija. Če ne bi tako reagirala, bi lahko učitelj, da ni reagirala. Tako da tudi poslanci, še gremo še to naprej, še poslanci, kaj so hoteli narediti. Hoteli so, da bi dobili, da ne bi imeli boniteto od stanovanja. Celo eden od poslancev Levice, ki živi blizu Ljubljane, ima stanovanje. Mislim, prosim vas lepo. To, kar smo videli v medijih, ne vem, kaj je res. Ja, mi tudi ne vemo. Ne, Roman, dajmo sam še nekaj, pa gremo naprej. No? Zdaj, zakaj kažemo skozi ta posnetek? Jaz sem povedal, ni to bil celoten njun dialog v tej oddaji, ampak ta posnetek je pač, velika večina ljudi je videla ta posnetek, niso gledali celotne oddaje. Ne? Ampak to, kar smo zdaj ponovno zavrteli, kar je Sonja Šmuc povedala, kaj od tega Roman ne drži? To, kar je povedala, načeloma faktično drži. To, kar je ona povedala, jaz v tem posnetku, ampak pač je zagovarjala neko stališče, ampak faktično to, kar je povedala, drži. Ne? Odzvala se je na to, kar je Ivan omenil, ker je Luka Mesec očital pač slaboumnost slovenskemu gospodarstvu, ona je pol še celo milejši izraz uporabila, pa je rekla, da je govoril o neki omejenosti. Ne? Skratka, to načeloma drži. Zakaj se tebi zdi? Ne bom je zagovarjal, sem rad bi, obljubil sem mi. Rad bi, da mi razložiš. Jaz si pa tudi želim. Rad bi, da mi razložiš, zakaj je to zdaj problematično. Ali zaradi vsebine, ali zaradi tega, ker je Sonja Šmuc ženska, ali zaradi tega, ker je pač Luka Mesec, tako kot ti praviš, na strani revnih in je zdaj problem, če ga nekdo recimo postavi v kot. Ne, kar to je. Zdaj si pokuril so minutažo. Nisem nič pokuril. Ti okuri zdaj na mesto, da bi odgovarjal na moje vprašanje. Ampak vsi smo na strani revnih. Ja, sigurno, ti sploh. Ja, sigurno sem. A mi poveš, Roman, da bom razumel? Jaz sem komentiral v osnovi tisti video, pa sploh ni tale video, ampak monolog, ker Luka Mesec ni prišel do besede. To je ta video. Ne, ni ta video. Ne, ni ta video. To je sklepni njen govor, kjer se je neolikano spravlja na poslanca, ki ne dela, ne ustvarja dobička. To je posnetek, ki je bil objavljen in je krožil po svetu. Spet me povoziš, daj bo ti, da ti jaz povem svoje. Prvi izsek, so ga desničari predrali po tistem Facebooku, je bil enominutni monolog Sonje Šmuc in jaz sem komentiral samo to. Naknadno sem šel pa jaz celo oddajo gledati. Povem, da ima desnica idejo, da bi bili bogati še bolj bogati, revni pa še bolj revni. Razlike med bogatimi in revnimi, to je jedro desnosti. Jedro levosti je pa, da se razlike med bogatimi in revnimi zmanjšujejo. Luka Mesec je levo zagovarjal, Sonja Šmuc kot petelinka je pa desno zagovarjala. Desnica nima filozofske podstati. Ona ne razume, da če bo šlo tako naprej, ne bo sam leva pa desna ledvica opcija, ampak atentati, pa ugrabitve, otrok bogatašev. Zato, da se to ne bo naredilo. Naj Luka Mesec pride do besede in njegova levica, kakršnakoli je. Zato, da ne bo družbene pizdarje in ne bojo hlapci Jerneji, Jožefe Kantorje tamanili z metkom v čelo. Zato imamo pametne ljudi, modrece, ki bojo bogate malo nazaj držali. In zato Luka Mesec svojo levico, kakršnakoli je, pa jo črtim, ker je nebuloze tros na drugih področjih. Levica mora biti v Sloveniji, ker se bo tem bogatašam utrgali. Oni ne rabijo razbremenitev na unih visokih plač, ampak oni rabijo terapijo svoje skoposti. Oni morajo analno fazo predelati, pa svojo obubožanost, ko so bili otroci. Terapija jim bo pomagala. Pojo pa videli, da ne rabijo, ne vem, enormno bogatstvo, ampak promjeno na mozgu rabijo. Evo Ivan, zdaj pa ti kaj povej. Ampak zdaj te prednji Ivan govori. Roman, jaz res ne razumem, kdo od nas treh tu daje prvič desničar,
In kdo je ekstremno bogat? Lej, ti In kdo si razen tebe, sprivrženec. kdo razen tebe, Je obrnjenec. ja, kdo kaj razen sem pa tebe, jaz? kdo razen tebe Ti imaš pa ljubezen do sovraži denarja. levice, Roman. Jaz levice Ne. sploh ne sovražim. Ma, ti Daleč od lahko na tega. zavestni ravni marsikaj rečeš. Ne? Roman. Sem latentno jedro, Aljuš, pri tebi čisto drugačno. Ivan, Ja. ti si bil očitno zelo reven, ko si bil otrok. In zdaj vidiš samo denar. Denar, davke, denar, profit. Pa, jaz imam Poslušaj, pa Roman, filozofsko lahko prijem do podstat- besede. Pri meni zaposleni imajo dobre plače. Pomeni, jaz ne šparam na plačah in to lahko tudi vidiš, če boš pogledal moje bilance, da nimamo visoke dobičke, imamo pa visoke stroške plač. Pomeni, popolnoma zgrešeno si me analiziral. Pa nisi jaz, Glej, narobe si me analiziral, torej poglej moje bilance in boš videl, koliko je strošek plač. No. Pa ko je, po tebi bom pustil primerno. No, tako. To pomeni, je zgrešeno. Sam lahko ti povem, lahko bi imel denar dobrota, revijo dobrota, sočutje, etika, moralnost. Ti imaš revijo denar, to pomeni, da imaš neverjetno željo. Tam Ne, imaš Roman, spet denar. si narobe analiziral, pusti me do besede. Revija Denar je nastala leta 1991 in jo je imela moja kolegica Biserka Ošlaj. Leta 2008 je Biserka Ošlaj odločila, da ne bo se več s tem ukvarjala in me je vprašala, če prevzemem revijo Denar, ki je bila blagovna znamka Revija Denar. In jaz sem od nje prevzel revijo Denar. Torej, spet si prišel v oddajo, ne da bi analiziral zgodovino Revije Denar Pa in lej, zakaj pa- imajo revijo Denar. Lej, ti si njim dal, si sekal. ojej, Ja. imaš tudi akademijo, ali pa rad je bi upeljal davki za otroke. Mislim, otroke boš učil davke. Mislim, to, dal si revijo Denar, ti si jo meni dal, to je moja revija, jaz ne vem, kaj je v ozadju. Jaz imam Ja, pa ampak ne revijo, smeš ali pa govoriti, če ne željo veš. imam dobrota. Ne Ne smeš bi govoriti, če zdaj ne veš. ljudem omogočili, da bojo srečni z denarjem, ne. Mora imeti pa dovolj denarja, da se ne ukvarjajo s tem, ko bojo njegovi otroci Ampak jedli. glej, ti si zdaj potegnil tvojo analizo iz naslova revije, ki je staro že 30 let. Ma pusti Popolnoma to revijo, zgrešeno. no. Popolnoma zgrešeno. No, ampak ok, lej, jaz Roman, Zakaj bi jaz rad čist- učil otroke? Ja. Zato, ker vidimo, da so ljudje neizobraženi. Pa ne boš Sploh otroke učil o denarju, no. ne o denarju, Pa o davkih, no. ne Če o lahko- davkih. če Zakaj je lahko sam še država, jaz zakaj so nekaj- ceste, nekaj zakaj so vajo- bolnišnice in tako naprej. No, Nekaj daj mi se mi povej, zdi zakaj je zanimivo. denar. Ja. Ivan, povej mi, zakaj se je upeljal denar, potem pa jaz povedal, zakaj se je upeljal. Daj ti povej. Ne ti povej, ko se veš. Zato, ker človeka obvladuje načelo ugodja. In človek se je mogel naučiti, kako barantati z užitki. Ekvivalent uživanja. Ne? Človek je polimorfni perverzec, ki bi samo užival. Ekvivalent užitka je pa denar. Ne? In to je psihologija denarja. Kako pa priješ do denarja, raste na drevesu? O, Jozef, jaz sem ti povedal, da filozofska podstat, ne, uživati. Zdaj bogataši bi še bolj uživali, reveži pa naj kar pocrkajo. No, ok, dajmo je to škrgo, da naj še Ampak dihajo na dej, škrgo. kdo so ti bogataši, ki samo uživajo in denar pada z neba? Daj, povej mi. Jaz sem v Če bo službi... šlo tako naprej, Roman. si Sonja Šmut zamisla, pa še taki, bo prišli do družbene revolucije, pizdarje in tam bojo ugrabljali otroke, atentati bojo na bogataše. Ampak Zato, glej- da se to ne bo zgodilo, mora Luka Mesec svojo logiko Ne, biti v Luka parlamentu. Mesec ravno s tem to povzroča in ti s tvojimi govori. Joj. Povzročate to, da bo do tega prišlo. Se bomo policaje, Ampak, Roman, imaš ti generalno občutek, da se razlike v Sloveniji povečujejo, Ma niti Dohodki slučajno. se. Daj. da je več revnih. Pa če pridem na antidepresivih, plenice imajo, ker ne morejo s tekočega straka jeti, se učijo na tistem proizvodnju. Njihov šef ima pa 5000 evrov plače, lastnik pa 100 Ja, pa 000 prijavi evrov. ga. Pa jih v eni noči na kurbah zasluži, pokuri. Zakaj ga ne prijaviš? Ja, za zdaj, da mi še moje otroke še bolj linčajo, kot mi. Ja, glej, jaz ti sam pravim, če veš, da nekdo izkorišča delavce, ga moraš prijaviti. Glej. In jaz se s tem ne strinjam, niti slučajno. Niti Zato, da te slučajno. ne bojo naslednjič nabutali, mislim, da ti ne bojo vnuka ukradli. Ne So že pretiravati. mene nabutali, pa kaj čem. Lej, ko ti bojo vnuka ukradli, ker imaš ti neke milijone. Fovšija je Kdo domena, govori, da ima milijone? lej, pa zaslužiš, ali pa Pečečnik, Poglej ali pa moje bilance, Akrapovič, tam je vse ali pa not. tisti, ki jih ima. Zato, da bomo njih zaščitili. Te reveži, ne smejo psihopati, ne smejo džokerji postati, ker oni bojo pa pizdarjo naredili tako, da bo glava pekla. In ni zdaj rešitev, da povečamo vojsko pa policijo, ampak tako, da z modro mislijo pristopimo in k davkom in plačam. Ne more take razlika biti med bogatimi in revnimi, zapomnite si, ker človek Koliko je je navadna razlika med žival in bo bogatimi in zopet revnimi? oktobrska revolucija. Koliko je razlika? Koliko je razlika? A si pogledal, zadnjič mi je nekdo rekel, ki je delal statistiko. Zadnjič je nekdo Zdaj rekel, vprašal, kaj je to zdaj vrednost. No? Roman. Ko me sprašuješ, koliko je razlika, če imaš ti v mezincu? Roman, nekdo je delal, zadnjič mi je nekdo razlagal, da je delal analizo po Evropi, razlike med najnižjo in najvišjo plačo. Slovenija ima med najmanjšo razliko. Ja, pa med štirimi
državami, ki imajo najmanj davkov po OECD-ju, tudi. Ne, to pa ni slučajno. Ja, lej, to sem pa jaz zasledil podatek. Ne. Veš, ko so pa znanstvene raziskave dokazale, da imajo vsi enake želodce. Ne morajo vsi kruh pojesti, ne mora en lačen biti, en pa sit. Ivan, koliko ti recimo delaš na teden? Jaz na dan delam recimo dan sem bil zjutraj v službi 20 do 6. Če ne bi danes prišel v oddajo, bi zdaj bil še v službi, pomeni, da je 8, pol 9 bil v službi in potem grem domov. Se pravi 12 ur na dan v povprečju. In vse, kar zaslužim tako, da tudi izdam račun, plačam davek in za te sredstva si ne dovolim, da mi kdorkoli, sploh pa nekdo, ki nikoli delal v gospodarstvu, bo mene metal v isti koš za nekomu drugi, ki je pa na nezakonit, na nedovoljen način zaslužil denar, z nekom, ki izkorišča delavce, s čimer se popolnoma ne strinjam in sem mogoče tukaj večji levičar, kot je Luka Mesec ali pa ti, Roman, ker se s tem ne strinjam in za mene je nesprejemljivo, če poznaš te zadeve, da to ne prijaviš, pa prijavi kakorkoli. Delavci se ne smejo izkoriščati. Ampak vsak mora imeti dostojno življenje in dostojen zaslužek. Mislim, da si rekel, da tudi ob sobotah včasih delaš. Delam tudi ob sobotah, normalno, sobota je najboljše, ko je slabo vreme, da lahko delam. Jaz sem pa 12 ur delal, ne, pa sem imel eno svetovanje pro bono, pa imam še eno pro bono. Ja, vem, ampak ti imaš pa tiste tvoje oddaje, ki jih imaš, oziroma nastope. Kaj te žene, Ivan, recimo, da to delaš? Ne, v tem uživam in najbolj vesel sem, ker grem zvečer iz pisarne, da je miza prazna, da sem naredil vse, kar je bilo za narediti. Ne, uživam v tem, ne morem reči, da me karkoli žene, niti slučajno. Če ljudem pomagam. Uživam v tem. Evo, oba uživata, ampak to me še zanima, Ivan, a ti pričakuješ, da bi vsi ostali tudi toliko delali kot ti, recimo 12 ur na dan delovno? Jaz privoščim vsakemu, ki zasluži denar na lahek način, ki zasluži veliko, mu privoščim, dokler od tega plača davek. Ne strinjam se pa, da nekdo zasluži denar. Mislim, mi se tukaj pogovarjamo z oni, ki ne zaslužijo. A Slovenija je v vrhu korupcije. Dajmo korupcijo razčistiti. No, sej, ampak Ivan, mislim, Roman, a ni to pol v redu, le recimo z mojega vidika, jaz imam še majhne otroke, pa ne bi niti hotel delati 12 ur na dan. Meni je fajn, da Ivan toliko dela, ker z tega tudi pride veliko prihodkov v proračun in imamo zaradi tega brezplačno šolstvo, zdravstvo in tako naprej. Pustimo, kako je zdaj, da ne bi šli zdaj v to smer debate. A ni pol v redu, Roman, da pač tisti, ki veliko delajo, plačajo veliko davkov, nam drugim omogočajo, da smo več z družino zaradi tega. Še nekaj, in mi se zoper temu ne zoperstavljamo, samo ne želimo pa, da nekdo, ki se dela reforma ali pa sprememba zakonodaje, očita tistim, ki veliko zaslužijo, da so več dobili kot oni, ki zaslužijo malo. Pa koliko imaš ti, Ivan, zaposlenih, recimo? 12, 13. No, evo, 13 ljudem daje plačo, Roman, na to kaj šteje ali nič ne šteje? Warren Buffett, pa en bogataš, je dal pa ne vem koliko šiht, ne, in je rekel, ne, jaz plačam toliko pa toliko davkov, moje tajnice plačajo več davkov, absolutno gledano, kakor jaz. Warren Buffett je to rekel. Ja, možno, da je to koga zdaj ti njega boš zdaj, če je on povedal? V Sloveniji ne vem, če to drži. In one tajnice več plačajo v Ameriki, kot on s temi ne vem kakimi dobički. Prosim, telefone, matematično se ne izide, matematično. Mogoče verjetno Roman misli 1000 tajnic vseh skupaj, ne? Vse skupaj tajnice, Roman. To sem zadnjič poslušal in sem gledal tudi tiste grafe. Vse skupaj tajnice. Gledal sem tiste grafe, oni imajo tista, ki je bila prikazana regresivna lestvica, ki gre navzdol, ampak normalno, nekdo, da pride do regresije, do nižje stopnje, tiste, ki ima tu tajnica na začetku, mora iti čez vse ostale visoke stopnje, da pride do. Govorimo o vseh tajnicah, ki jih ima on zaposlene. Vseh, pa v absolutni cifri. Ne spreobračati. Vse tajnice skupaj. Ti gledaš recimo grafe. Veš, kaj pa jaz gledam? V človeško psiho. Jaz pravim, da če bo šlo tako naprej, pa bojo snajperji, bogataše meta kočelo, pa ugrabljali bojo otroke in to se ne sme zgoditi, zato morajo modrci ne govorite o tem. Ne govorite o tem. O tem pa ne govoriti. Se bi bil greh, če bi bil molčal, če imam to znanje. Ja, ne, se lahko pove, se mi smo dali, kjer lahko vsak pove, kar hoče. Ni dober, bojimo se tisti malo velik. Ja, hlapci, ne, boj za fovšije. Ne, Roman, nekaj me sam še zanima. A ti veš, da v Sloveniji ta prvi razred, se pravi tisti, ki so najbogatejši, govorimo o dohodkih iz dela, plača skup toliko dohodnine kot najspodnejši razred, se pravi tisti, ki so najmanj bogati pri dohodkih iz dela. Čeprav je njih milijon, teh je pa par tavžen. Oni imajo mozne krave, tam se jim reče delavci. Une mozejo, ne? Za 3 evre, pa pol, pa 5 evrov in pa plača pa bogataš na žuljih delavca. Večje davke in zdaj mu pa ploskamo. Pa da se smani doživlja, lega. Ne ploskamo mu, sam pogovarjamo se o tem, recimo, kar je bila debata tudi tam v tem dialogu med Sonjo Šmuc pa Luko Mesec. Ne tuhta prav.
On 5 razredov osnovne šole, on se sama priorno stran Sonje Šmuc postavil. Se pravi, kako bi se mogel po tvoje voditelj tam obnašati? Mogo reči, Sonji Šmuc, tih bote, ker vi ste itak bogataši in na kurbah zapravite 10.000 na noč. On je vlekel na stran Sonje Šmuc, to je bilo transparentno. Ja. Luka Mesec je bil pa tam, ne vem, tepimo ga, ko jedrski odpad, ko Venezuela, da mu gor piše. No? Luka Mesec je sprožil to, kar se je na koncu zgodilo. Če on ne bi govoril tisto, kar je govoril, se to ne bi zgodilo. Ja. Sam, če ne bi govoril tisto, kar je govoril, čez 10 let bi imel ti 5 bodyguardov, se bal, da ti ne bi ženo pa otroke pa vnuke kradli. Ampak je Roman Luka Mesec pravi reprezentant? Ni drugega. Ni drugega, kako ni drugega? Ma pa jajca, upa si. Kako si upa, če si lihka rekel, da ga je Sonja Šmuc tam kastrirala, da mu je odrezala ta majhnega z jajci? Moralno razsodnost ima, Šmucka je pa nima, tako kot ženske nimajo. Ona je tam pršla, da mu ga z jajci vred odreže, no. Ta je bil pa po bontonu tiho. Ja. Roko dvignil, pa nisem povedal. Moral bi gledati prvi del posnetka. Sem gledal pol tudi tisto, ampak jaz sem samo na minuto monologa komentiral. Zdaj ste me pa sprovocirali, sem pa vse pogledal, pa sem še vedno na strani Luke Meseca. Ja, vse to v redu, da si na strani Luke Meseca. Sam probamo razumeti, kaj te je toliko razburilo. Zato, ker pretiravate, ker ta desnost bo naredila še eno oktobrsko revolucijo ali pa še eno revolucijo med NOB, ena družbena pizdarja. Ja, pa kira desnost zdaj, Roman? Kdo pa je na oblasti v Sloveniji? Desnica na oblasti? Pa minimum policajev, ki imajo tam 600-700 evrov plače. Se bo družbena pizdarja naredila, bo šlo policaji na stran upornikov. Se strinjam, sam kdo je na oblasti v Sloveniji? Jaz to vem, vi ste pa zaslebljeni z denarjem, pa tega ne veste. No, zato moram jaz intervenirati na agresiv način. Kdo je na oblasti v Sloveniji zdaj? Desnica? Pa kakšne gluposti zdaj sprašuješ? Ja, kdo določa, kako plačo imajo policaje? Opozicija? Janša, ali kdo? To te sprašuje. Na levi je ogromno latentnih, pohlepnih alfa samcev, ki bi rad do mladega mesa pršili, kako drugače kot z denarjem. Ja. Ja, vede, brat, imeli veliko denarja, da bi mlade babe porivali. Ja. Na levici ogromno jih je, harem imajo. Ten Kordiš, to je stanovanje ima pa 20 km stran, pa to je perverzno. Vse so perverzni. Mnogo je psihopatov. No. Ti psihopati bojo džokerji postali. Ampak potem taki ljudje nam očitajo nekaj. Zakaj je to recimo problem desnice pa? Zakaj ni to problem levice, to, kar si zdaj rekel? Zato, ker levost v osnovi, povsod po svetu, levost, demokrati, laboristi se zauzemajo, da so razlike med bogatimi in revnimi manjše, zvišujejo davke, zato da se sociala okrepi, da imajo tudi revni tisti golaš tam v javni kuhinji. Desnica, republikanci, konzervativci, pa naši desničari si pa zauzemajo, da bo razlike med bogatimi in revnimi še više. Ampak Roman, to bo družbena pizdarja ratala. Zdaj imamo nekaj razčistiti. A nima vsak enako možnost, da odpre svoje podjetje in začne dejavnost? Sigurn. Mora imeti fejst brazgotino na duši, fejst mora biti revn, ali pa fejst skopuški, analna faza, da bo dal vse stran, pa sam denar videl. Ne bo videl lepo babo, pa denar. Usinja buče tevci denar. Govorimo o tem, da odpreš svoje podjetje in da začneš delati, dela sam za sebe, če hočeš, ni treba nobenega zaposliti, ali pa začneš zaposlovati ljudi. Torej, nihče te ovire nima. Vsakdo to lahko naredi. On, ko nima pameti, on je dober šloser. Bi delal šlosu super, ampak direktor njegov, vlastnik, bo dobil 10krat ali pa 500krat večjo plačo. Un šloser bo imel pa za sendvič, pa za bure. Roman, jaz vem za šlosarje in to ne malo, veliko šlosarjev, ki imajo plačo 2,5 do 3, pa celo 4 jurje. Oprosti. V Sloveniji? Ne, so Slovenci, ki delajo v tujini. V Sloveniji se pogovarjamo. Ja, jaz sem pa prijatelja šlosarja in je rekel, ni pravično, da imam jaz 800 evrov plače, moj lastnik pa 10.000 evrov, ni pravično. In tisti, ki se malo bolj spoznamo, smo delali ali pa so delali raziskave o krivičnosti. Opice vejo, kaj je to krivica. Una, ki je dobila grozdje, pa una, ki bučke, tista, ki je dobila bučke, mu je v glavo zabrisala bučke, zato, ker sta enako delo delala. Opice vejo. To so delali pametni ljudje te eksperimente, zato vas svarimo. Ne se igrati s krivico. Zdaj se nihče ne igra s krivico. Pa ti imaš, samo profit, davki pa denar. Sam to te zanima. Filozofske podstati nimaš. Ne, čakaj, zdaj si zamešal. Kakšna je filozofska podstat Luke Meseca, Roman? Kakšna je? Marx je večen. Ne v tem, da je ideolog delavskega gibanja, ampak teorijo tržne vrednosti je razložil. On je razložil, odkje je kapitalistom, lastnikom kapitala, odkje je kapital, na žulih delavcev. Ne se zabavati, no.
Ja. Ker bodo sami bedaki izpadli. Ne, Pa bedaki, niste samo vi specialisti za davke. to je napredek, prej si rekel, Tam da je sem en sprevržen, Franček. čeprav če sem bedak, je to že napredek, ampak vseeno me zanima, se pravi, Marks je filozofska podstat Luke Mesca. Marksizem je osnova, da razumemo teorijo tržne vrednosti, dodano vrednost, celo ekonomijo In mi to razumemo Luka na Mesec Marksu. po tvoje razume? Marks je večen. A Luka Mesec razume to? Zagotovo razume, ker ima v zadju ideologe, tiste, ki so prebrali 100krat več knjig, kot bo Luka Mesec kadarkoli. On ni one man band. Ja. On veliko ve in tisto, kar govori, je konsistentno, ima jedro in rep in glavo. Njegova filozofska podstat je močna in ne mu to oporekati. Ja. A to, kar pa govori Sonja Šmuc, pa ni konsistentno. Ona je tam nastavljena, ne? Mislim, da nam še kaj več povedal. Ja, Mislim, daj, da je povej. tudi ustvarjala dobičke, Nekaj časa še enemu imamo. poslancu očita, da ni zaslužil, ona pa je, ki je tam nastavljena, ne? Mislim, to je otroče, če bomo tako razpravljali. To je treba okroglo mizo narediti, pa vsak imel, ne vem, ali pa ekspoze 1 uro dolg, pa se pa pejmo med sabo, ne pa enominutni posnetek tam pa ga komentiramo, pa tale sklep ga jaz sploh nisem komentiral. Ja, ta del sicer si komentiral, ker to je tak, ki je krožil. Ne, Ampak ni pa važno. ta. Ivan, kako zdaj naprej po tvojem? Bo ta razkorak med revnimi in bogatimi je tak, kot ga Roman opisuje, se pravi, pričakujemo zdaj še, kaj rekel, atentate, ugrabitve in tako naprej, ali ti misliš, da grejo stvari bolj v drugo smer v Sloveniji, se pravi, da se ta razkorak počasi zmanjšuje in da se standard zvišuje tudi pri najrevnejših? Torej, jaz sporo hočem reči, da se moramo, če govorimo o nogometnem žargonu, žogo spustiti na tla in zadeve umiriti. To je ta prvo. Ne? In Levici tudi predlagam, da naj daje konkretne predloge, naj zagovarja delavce, s čimer se strinjam in zato je potrebna. Ni pa treba z nekimi parolami, kot so nacionalizacija ali pa ne vem, kaj vse ste nam vzeli, izpriti ven, ker to tudi ne drži. Imamo organe pregona, ki ne ugotavljajo, kdo kaj zaslužil na nezakonit način. Imamo delovno inšpekcijo, ki lahko ugotavlja, se delavci izkoriščajo, se ne izkoriščajo, ne moramo pa govoriti kar nekaj počez. In veliko nas je delodajalcev, ki smo v redu, ki svoje delavce plačujemo tako, kot je treba, spoštujemo vse predpise, ki so od regresa, dopusta in tako naprej in tako naprej. In zaradi tega ne morem, to, kar tudi govori zdaj Roman, vse metati v en koš. Če je on imel kakšnega delavca, ki je prišel k njemu, da ga je psihoanaliziral, ker je, ne vem, porabil ne vem kakšen denar v tujini, to je njegov problem, ni problem vseh nas, ki služimo denar z svojim delom, delavce spoštujemo, smo jim zahvalni, da delajo za nas in tako naprej. Niti slučajno. In ta njegov monolog, ki ga je imel, ni dober za oddajo, ni dober, da sploh gre v medije, iz enostavnega razloga, ki mi potrebujemo mir, potrebujemo razumno politiko, to, kar recimo Šarec poskuša biti razumen in nekako zadeve držati, ne sprejmem pa to, da se gremo v neke napade, neke grožnje in tako naprej. Ker v Sloveniji niti slučajno nimamo tako bogatih ljudi, da bi moral zdaj kdo nekoga ugrabljati in ga ne vem kam pelati. To se dogaja v tujini, Slovenija je majhna država, majhni zaslužki. Največje zaslužke verjetno ustvarijo tisti, ki delajo z državo in za državo. Ali pa imajo nek biznis, ki so ga pa spet dobili v času, ki je bila njihova politika na oblasti, kot so razni monopolne zadeve, ki jih izvajajo. Torej, niti slučajno. Če pa Roman koga ve, pa naj ga prijavi, jaz se ne strinjam, da se delavci izkoriščajo in sem zmeraj proti temu, da se delavci izkoriščajo. Torej, to sem pa zmeraj in sem mogoče tukaj večji levičar od Luke Meseca in vseh, ki niso nikoli delali. Ok, magister Ivan Simič, magister Roman Vodeb, najlepša hvala za vajne današnje komentarje o naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil psihodavčni 346. faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet jutri, ko bosta Marko Pavlišič in Tino Mamić komentirala napad na Tiffany, peticijo Domna Saviča ter usodno privlačnost Marjana Šarca in Levice. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.